Z volitvami 44. ameriškega predsednika so v torek zvečer po zaslugi veleposlaništva Združenih držav Amerike na prav poseben način dihali tudi ugledni predstavniki političnega, gospodarskega in kulturnega življenja na sončni strani Alp. Družabni dogodek v Unionski dvorani, na katerem so gosti tudi simbolično glasovali, je simpatičnim nagovorom otvoril ameriški veleposlanik Jusif Gafari, ki je prisotnim nekaj minut pred odprtjem čisto pravega volišča obljubil. We will not report the results of this election to Washington, so please vote your conscience. Povabljencem sicer nismo sledili v glasovalne kabine, a z merjenjem javnega mnenja ni bilo pretiranih težav. Ja, imam favorita svojega, demokratskega kandidata Baracka Obamo. Zakaj? Če izvolijo njega, bo to ne samo velik korak za Ameriko, bo tudi velik korak za svet. Moj favorit je temnopolti Američan, seveda. In mislim, da prinaša za svojo pojavnost, za svojo karizmo nekaj Kennedyjskega, nekaj Martin Luther Kingovskega. Meni je pristop Obame mnogo boljši, mnogo bolj prepričljiv, izjemno dober govorec je in verjamem, da je tisti, ki zagotavlja spremembo dosedanje politike. Po čem pa si bodo naši sogovorniki zapomnili odhajajočega predsednika Georgea Busha? Po vojni v Iraku. Ja, verjetno bi bilo najbolj, že se ga zapomnim po tem, da je obiskal Slovenijo, a ne? Znani obrazi slovenskega javnega življenja so bili enotni. Združene države potrebujejo Baracka Obamo. Se bodo čez 4 leta posipali s pepelom?